Lep pozdrav v drugem delu naše delavnice v sekciji B, ki je ponovno v slovenščini, torej imamo same slovenske avtorje. Naslov sekcije je Orodja in tehnologije za dostopnost ter samostojnost uporabnikov. 5 avtorjev bo v tem delu. Vsakega bi prosila, da se drži približno 10-15 minut. Najprej bi pa povabila kar avtorice Petro Privošnik in Vanjo Ricarda Kisvardej, upam, da sem prav naslovila, ki se boste malo menjavali, tako da bo malo bolj dinamično. Prosojnice bodo zdaj v kratkem. Super, so že pripravljene, tako da lepo vabljeni. 10 minut. Najprej en lep pozdrav vsem. V svojem imenu, Vanja Kisvardej in pa Petra Privošnik, bomo predstavili v bistvu eno aplikacijo, ki je nastala, tako bom rekla, nekoliko iz življenjskih potreb, tako da je dejansko iz družine zaznan bil pač res potreba po temu, da se omogoči mladostnikom, lahko tudi gre kar naslednja prosojnica mogoče, da se omogoči mladostnikom z avtizmom in pa ADHD-jem, to sta dve motnji, ki sta pogosto zelo združeni, čim bolj nenadzorovano strani staršem, ampak še vedno odgovorno in, tako bom rekla, podprto z neko podporo digitalno odraščanje, prevzemanje v bistvu teh različnih skrbi in odgovornosti, ki jih mladi imajo. Tako da to je bil izziv v bistvu te naše raziskave, ki je se izgradila tudi v okviru enega magistrskega dela in upamo, da se bo tudi še naprej nadgradila, ker dejansko vidimo tukaj tudi potrebe pri študentih, ki dostikrat prav tej nevrorazlični prihajajo v samostojnost obdani ali pa navajeni na precejšno podporo strani staršev, strani svetovalnih služb in tako naprej, potem na fakulteti v bistvu pa zgubijo vse to. In dostikrat marsikakšen rok, marsikakšna stvar, ki bi jo lahko samostojno speljali, je ne morejo ravno zaradi teh izvršilnih funkcij. Tako da zelo na kratko bom jaz samo res za tiste, ki morda avtizma toliko ne poznate, šla v to, kaj avtizem je. Avtizem je dejansko sploh v tem okviru, s katerim se recimo na univerzitetni ravni soočamo, gre za populacijo študentov, ki so lahko zelo, zelo zmožni na področju, ki se ga izberejo, in to je navadno ravno ta študij, hkrati imajo pa lahko ogromno primanjkljajev na področju socialnih veščin, socialnih interakcij, zato je tudi ravno tukaj pravzaprav bil izziv za to aplikacijo, prav ta interakcija s svetom, z vrstniki in z odraslimi. Se pa po drugi strani zelo, zelo dobro znajdejo z digitalnim svetom. To je pa nekako njihova domovina in zato je v bistvu tudi ta pripomoček, ki bo predstavljen, bom jaz pohitela, da bo več časa Petri na voljo, njihov, tako bom rekla, res njihov svet predvidljiv, na voljo takrat, ko oni hočejo. Tako da to se mi zdi, da je tukaj zelo pomembno. No, potem je pa ADHD, zakaj to dvoje skupaj? Zato, ker dejansko tudi v vsakdanjem življenju sta avtizem in ADHD velikokrat povezana, se pravi motnja pozornosti in koncentracije lahko povezana tudi s hiperaktivnostjo. Zdaj ta hiperaktivnost niti ni tako zelo nujna pri avtizmu prisotna, ampak zagotovo pa ta preskakujoča pozornost. Impulzivnost tudi, včasih res so zelo nagnjeni k temu, da so zadržani, ampak ko pa je nekaj, kar morajo izraziti ali pa kar jih dejansko
se dotakne, takrat so pa zelo impulzivni lahko in niso diplomatski, ampak so zelo direktni. Tako da zato je to dvoje skupaj dostikrat res ta kombinacija, ki je pomembna, pa zanimiva in potrebna pač tudi upoštevanja v interakciji z njimi. In tisto, kar je pa še posebej za obe področji, se kaže kot primanjkljaj oziroma kot ena taka posebnost, so pa primanjkljaji na področju izvršilnih funkcij. In ravno te izvršilne funkcije, se pravi funkcije, ki dozorijo nekako ravno tam nekje v času študija, 22 do 24 leta, pač ta frontalni korteks, oni iz tistega podprtega okolja rabijo v bistvu že delovati samostojno in nimajo v bistvu tega prehoda, ki bi ga rabili. Tako da to je pa ravno ta samoregulacija vedenja, kot sem rekla, organizacija dela, prijava na izpite in tako naprej. Učijo še se. Meni se je to dejansko res velikokrat zgodilo, da so rekli, profesorica, vse znam, nisem se prijavila na izpite, lahko pridem, ne. In velikokrat se nam tudi zgodi, da v bistvu študentje po predavanjih, jaz sem na pedagoški fakulteti v Kopru, samo diagnosticirajo disleksijo, tudi avtizem dostikrat, ne. Se pravi, nimajo tega podpornega sistema, ki bi jim pomagal v odraslosti to razviti in potem ostanejo pa brez. Tako da tukaj smo v sodelovanju s Petro in tudi njenim možem, ki je bil v bistvu dejansko tukaj velika kapaciteta, ne, kar se tiče v bistvu tega programiranja. Ravno te 3 stvari, ki so tukaj označene, ne, samoregulacija, organizacijske veščine in pa upravljanje s časom nekako spravili v eno tako aplikacijo, ki bi lahko bila podporna tako pač v tem procesu odraščanja mladim. Se pravi, to pritiskam? Ja. Zastavili smo si 3 cilje in sicer kakšni so izzivi teh mladostnikov, ki smo jih proučili že teoretično, dober dan drugače, že teoretično, ampak smo jih potem tudi skozi našo lastno raziskavo potrdili. Mi smo ugotovili, da mladostniki imajo res težave na področju koncentracije, motivacije, izvršilnih funkcij, organizacije dela. In zato smo jim želeli ponuditi eno mobilno aplikacijo, ki jih bo spominjala, kaj je potrebno narediti v toku dneva, kaj je potrebno, čisto običajne vsakdanje rutine, kot so priprava zajtrka, pospraviti zajtrk, iti od doma pravočasno, preveriti, če je torba urejena in potem greš od doma, ko prideš iz šole, pa spet, kaj sledi, ne? Se pravi, da si sami organizirajo te rutine in potem... Tlele samo vskočite, ne? Avtizem je vseživljenjska motnja, tega nisem poudarila. In to, kar v bistvu kolegica govori, ne? Ravno to, da avtisti dejansko se ne učijo s posnemanjem, ne? In je v bistvu tak izziv vsakodnevne rutine za njih velik izziv in potrebujejo podporo, pomoč in to je do nekako 12. do mladostništva so to starši, ki ves čas po domače težijo, sitnarijo, si na redu, opominjajo, spominja. Potem pa postane to otrokom, gre to na živce, bom jaz kar dala malo naprej, te naše ugotovitve, potem v bistvu obremenjujoče postane to. Otrokom gre to na živce in se hočejo normalno osamosvojiti. In da ne bi bili starši tisti, ki bi ves čas težili, smo si zamislili aplikacijo, kamor bi mladostnik vnesel svoje rutine vsakdanje, znotraj rutin pa opravke, ki jih ima, ki bi jih potem odkljukal, ko jih naredi. Seveda ne bo šlo brez motivacije, zdaj bom prikazala, kako smo se tega lotili. Samo se vrnem slajd nazaj. To so bili naši sodelujoči. V prvem delu, ko smo odkrivali izzive, jih je bilo 12, potem so 3 odpadli, te za sivo in so se priključili še 4. Med njimi sta 2 odrasla, ostalo so pa vsi stari med 13 in 16.
Zdaj ne bom šla v podrobnosti. Skratka, aplikacijo smo razvijali na tak način, da smo zbirali ta teoretična spoznanja, da smo zbrali tudi želje mladostnikov. Mi smo jih poprašali, kakšno aplikacijo si predstavljate. Imeli smo intervju v fokusni skupini, 7 mladostnikov je prišlo na intervju in 9 staršev. In med drugim so rekli, naj se nastavi različno, kako izgledajo barve, se pravi, želijo si barve, želijo si, super bi bilo, če bi aplikacija spominjala, kaj moram narediti. Se pravi, želijo organizacije, želijo nekje imeti napisano, kaj je njihova naloga, želijo opomnike. Preučili smo tudi strokovna priporočila. Aplikacij je sicer veliko na trgu na področju organizacije, vendar jih ima zelo malo, kako bi rekla, zelo malo jih ima dokaze o učinkovitosti, zelo malo jih je raziskanih zares. Takole izgleda, bom šla kar na aplikacijo. Na prvi strani, ko odpreš aplikacijo, imamo ta koledar, ki se ukvarja s tem, da otrok ve, kje v času se nahaja. Veliko jih ima težave s časovno orientacijo, ne vejo, koliko je ura, kdaj se konča ena dejavnost, kdaj se jim začne druga, z zavedanjem časa, z pač tem. To je temni zaslon svetli, če se kdo sprašuje, to je ista aplikacija, samo odvisno, kako imaš nastavljen telefon. Koledarju, tu se ustavim še malo pri koledarju, ker je izjemno zanimiv, ker ogromno aplikacij sem preučila, vendar nisem videla takega koledarja, kot sva si ga zamislila z mojim možem, ki je programiral vse skupaj. In sicer koledar se premika dejansko v času, ne. Bom pol pokazala na kratkem filmčku, kako se to premikajo, sekunde, minute, ure, vse. In ti dejansko vidiš, kako ti odteka čas oziroma teče čas. Lahko si nastavljaš tudi tukaj dogodke. Potem koledar je zanimiv tudi zato, ker si lahko izklapljaš in vklapljaš časovne enote. Tukaj vidimo samo ure in pa minute. Tukaj smo pa že na rutinah in sicer na tem zaslonu sestavljamo rutine in tam jih potem izvajamo. Ene rutine so že kar vnaprej vnešene, zato da dobi uporabnik občutek, kako sploh to izgleda, kaj sploh lahko uporablja. Imajo pa tak slogovni, slengovski jezik mladostniški, zato da se približamo mladostnikom z jezikom. Tukaj imamo pa tudi na koncu pa pri vsakem pravilu, ko naredi mladostnik pravilo, se izriše sorazmerni košček pice, sorazmerni delež tiste rutine, ker ta krog predstavlja rutine, ki si jih je zadal, rutino, ki si jo je zadal in ki pa je sestavljena iz opravil. Zdaj pa samo na hitro ta filmček, sam ne vem, kako se to zažene. Mi zna kdo pomaga, da se ta filmček zažene? To bi moglo biti. A to je PDF ali je PowerPoint? Ne, pol ne bo šlo. Škoda, sem mislila, da imamo PowerPoint. Nič, pol pa ne moramo pokazati, kako koledar teče. No, vsi si lahko predstavljate. Skratka, te sekunde se premikajo, vse se premika v realnem času, no. In ne samo to, ti lahko ta koledar širiš pa krčiš, tudi to je zelo zanimivo. Ampak dobro. To, kar je zelo značilno za avtiste, je ravno ta v bistvu primanjkljaj pri zavedanju časa, ne. Tako da je ta vizualna opora, da vidi, kako čas teče, to predstavlja tudi varnost. In manj stiske in manj stresa, zato je za njih recimo ta prilagoditev res zelo pomembna. Tako teoretično, ne samo, da bi bilo to nekako luštno za videti, ampak dejansko je ena taka res opora. Ja, tudi, grem samo nazaj, v bistvu tako, tole čestitka ob koncu, ko ti narediš vsa opravila, dobiš tako vizualno čestitko, pa glasba, pa potem je še podpora, motivacijska podpora, so take asociacije pozitivne pri vsaki rutini, ki jo opravi, in ko je celotna rutina upravljena, dobi celo pico in striki so notri in tako smo poskrbeli tudi zato, ker imajo pač mladostniki zelo radi tudi igrifikacije, oziroma niti ni to igrifikacija, to je bolj motivacija, da zbiraš točke in strike. Skratka, no, če bo kdo želel, jaz imam aplikacijo na telefonu, pa jo lahko potem pokažem.
Kaj smo v preizkušanju smo ugotovili, da je mladostnikom aplikacija zelo všeč, da je uporabna, koristna, pohvalili so vse funkcije. Starši so ugotovili, da dejansko povečuje samostojnost. Nisem omenila, da znotraj aplikacije imaš tudi opozorila, zvočna opozorila, kdaj bo konec časa za tisto opravilo, ki si ga je zadal. Tukaj je pa še nekaj izjavic. Recimo, zelo mi je pomagala pri urejanju stvari in discipline, je rekel en mladostnik. Starši si želijo več povezovanja še z drugimi aplikacijami, naprimer z e-asistentom, z koledarjem, ampak to moraš iti potem že ven, je pač veliko dodatnega programiranja, seveda. Zelo si želijo imeti tole interaktivnega govornega pomočnika, ampak seveda ni problem, če bojo kakšna sredstva, kdaj bomo tudi to upeljali. Se pravi, da dejansko namesto starša ima nekoga, ki mu po telefonu ga spomni, kaj morajo narediti. To so torej predlogi za izboljšavo. Nadaljne raziskovanje smo pa, kaj smo rekli, da bi predstavili še študentom, ne? Tistim, ki imajo težave z izvršilnimi funkcijami, takih je veliko več kot samo avtistov v tisti z ADHD. Se mi zdi, marsikdo reče, jaz bi imel tudi tako aplikacijo. Tudi imam težave z organizacijo, imam težave s časom, no, tako. To je to. Če koga zanima malo več na prosojnicah, v katerem programu se je razvijalo, pa kakšno okolje je bilo, si lahko prebere potem. In pa kako konkretno pride do aplikacije. Na Androidih je na voljo na tem, kaj je že, ne, na iPhoneu je na voljo v App Store pod imenom Pizza Pomodoro Time, ker pizza je bilo zasedeno, aplikacija se imenuje Pizza drugače. Na Androidih imamo pa zaenkrat še na Google Drive povezavo. Hvala. Zanimiva, zelo zanimiva tematika. Kot ste zaključili, sem ravno mislila komentirati, vsi bi rabili to, ne? Ok, vprašanja. Ja, eno vprašanje je Zuma, in sicer nekateri avtisti imajo tudi druge oviranosti, naprimer slabovidnost, slepoto in tako dalje. Ali aplikacija deluje tudi za slabovidne in slepe? Je bilo to preverjeno? Nažalost, nismo se tako zelo široko ukvarjali s tem, ker to je bilo dejansko, moramo se zavedati, narejeno v okviru magistrskega dela in v prostem času enega programerja, tako da če bi pa kdaj bil kakšen projekt, pa seveda z veseljem naredimo tudi za njih, ne. Tako se mi zdi dejansko, da je potencial te aplikacije. To je bolj pilotna verzija, tako da. Tako da imamo namen tudi predstaviti to našim študentom na naši pedagoški fakulteti in bomo potem videli res, kar se tiče sredstev in potreba, ne. Tako da ja, zaenkrat je za to ciljna skupina bila narejena. So pa vsi, ki so preizkušali, imeli diagnosticiran avtizem, ADHD ali pa oboje. Hvala. Mogoče še kako vprašanje? Ja, ok. Hvala. Lep pozdrav, Alenka Gajšč iz Društva študentov invalidov Slovenije. Jaz bi pa tukaj vprašala, koliko potem vseeno ti mladostniki ali pa bodoče, če se to aplicira na študente, rabijo podporo pri vstavljanju te rutine, ker si predstavljam, da vseeno najprej mora za tem še vseeno neka oseba stati, da se to vse vnese v aplikacijo, da jih potem aplikacija samostojno opominja. Če sem prav razumela. Ja, tukaj smo sledili tem smernicam, da mora biti zelo enostavno za uporabo in res to je tako enostavno za uporabo, da če vam sem zelo iskrena, moj neurotipičen 10-letnik to veliko več uporablja kot moj sin, ki ima avtizem. Je zelo enostavno, se pravi, samo vneseš, tako kot v druge aplikacije, pač si rečeš, kakšno opravilo boš naredil, kakšno rutino, koliko časa in kakšno barvo hočeš. Zelo enostavno, zelo. Tako da.
ni tukaj problem. So pa že vnaprej vnesene rutine in jih lahko samo popravi, mogoče kakšen timing ali pa si kako pravilo da stran, drugače že ima vnesene, tudi jutranjo, pol ima šolsko rutine za učenje, ko pride iz šolo, smo poimenovali pošolski reset, da se spočije, da gre malo na kavč, da se malo potelovadi, tako. Da ima idejo, kaj si lahko sploh vnese. Še kakšno vprašanje? Tematika je vroča, malo smo na tesno s časom, teda hitro. Ja, jaz bi imel eno posebno vprašanje in sicer se ne bojite, da bi ti ljudje, sicer mladi ljudje, bili preveč odvisni od tega, ne vem, kaj pa če telefonu zmanjka baterije in pade na tla, se razbije in gre ta, bom rekel, aplikacija v nič. Veste, na kaj namigujem? Jaz imam sicer opravka z ekstremno pri svojem delu z zelo bistrimi ljudmi, zelo bistrimi in pač vsi ugotavljajo, da pač če si mi nabavimo elektronske pomočnike, če zares to ostrino duha malo topijo, ne? Mi si prizadevamo, v moji skupini si prizadevamo, da mi imamo Outlook v glavi. Brez vidite zdaj za te ljudi, da jih boste navadili na to Gre za prehod, ne? Gre za prehod iz tega, ko so odvisni od staršev do popolne samostojnosti, ne? Mišljeno je kot prehod pri procesu samosvajanja, ne? Pa tudi sam telefon ni najboljša naprava za to aplikacijo, zato ker pozabijo. Izkazalo se je, da so otroci pozabili uporabljati, ne? To je bolj mogoče, je boljše na tablici ali pa celo na kakem zaslonu, samo toliko, da te spomni, kaj imaš ti tisti dan za narediti, ne? In si potem lahko narediš kljukice. Namreč osebe z avtizmom to zelo potrebujejo, no? Če nemajo pa na papirju kljukice. V šoli vem, da imamo ta pomagala, ne? To so vse pomoči, ki seveda ni cilj, da imaš celo življenje, ampak tudi nekdo, ki ima slepoto, bo pač celo življenje imel palico, zakaj pa ne? Odvisno, koliko močno res potrebuje takšno orodje ali ne. Ampak bistven pa je ta prehod, no, vsaj s tem smo šli s to idejo, da lažje popolnoma samostojni zaživijo. Ne boste verjeli, če recimo ni izkušen od doma, koliko morajo starši ves čas spominjati in opominjati. To, če imaš visoko funkcionalne avtiste, ki ne zmorejo se spomniti stvari, kaj sledi, pa koliko je ura. Hvala. Jaz bi zdaj zaključila, pa bomo še med kosilom kaj več, ne? Še okrogla miza sledi mimo grede in morda tam še naslovimo to tematiko. Hvala za odlično predstavitev.